Takole, v Novem mestu se vedno kaj dogaja in tako smo naša doživetja, ki smo jih sicer razvijali zdaj že, lahko rečem, desetletja, kakršna so recimo doživetja v Dolenjskem muzeju, v starem mestnem jedru, v naših zidanicah, na Rudolfovem splavu, na Dolenjskem podeželju, nadgradili z novim produktom, če tako rečem, letos, in to je Leonom Štukljem, našim meščanom, na katerega smo zelo ponosni, tako da smo letos leto pravzaprav poimenovali kot Štukljevo leto in podnaslov je Zdrav duh v Novem mestu in seveda na ta način želimo nekako pri ljudeh spodbuditi ta čut, kakršnega je imel Leon Štukelj, ki je bil res izjemen športnik, ki je tudi tisti pravi športnik, morda že ne več za današnje čase, ki je res živel zelo asketsko in ki je zelo skrbel za svoje telo, za svoje zdravje, za svojega duha, bi rekel. Skratka, tudi naše prireditve, ki bodo se zvrstile, številne prireditve v tem letu, bodo nekako v tem duhu, v spodbujanju naših meščanov, pa tudi seveda tistih turistov, ki bodo prihajali v Novo mesto k zdravemu življenju, k gibanju, k rekreaciji, skratka vsemu, kar morda zdajle v teh divjih časih, ko se vsem tako mudi, vsem zelo, zelo primanjkuje. Kako bo to konkretno izgledalo, če gledava z zornega kota turistične ponudbe? To pomeni, da bomo napravili prav posebne turistične produkte, ki bodo ne samo pasivni, ampak tudi aktivni. Se pravi, da bodo ljudje imeli možnost tudi določenih aktivnosti, kakšnih pohodnih poti, v bistvu kakšne prireditve. Konec leta bomo imeli tudi posebno razstavo, ki jo bomo odprli in bo nekako predstavljalo Leona Štuklja ne samo kot športnika, ampak tudi res kot neko veliko osebnost, asketa, ki je daral zelo velik poudarek zdravemu življenju in tako duševnemu kot telesnemu, bi rekel. To pomeni, bo turizem v nekem smislu aktiven turizem. Tako. Dolenjska oziroma Novo mesto ima ambicijo postati tudi nekakšen kot olimpijski center pravzaprav Slovenije, tudi z velodromom, ki ga bomo sedaj obnavljali in z nekaterimi drugimi vsebinami, ki jih bomo dodali, bo zelo primeren za športne priprave, pa tudi za rekreacijske, seveda namenjen ne samo domačinom, ampak predvsem tudi tako ostalim Slovencem, kakor tudi gostom iz tujine. Kateri turistični dogodek bi posebej omenil v tem Štukljevem letu? Torej, poseben osrednji dogodek je 12. novembra, ko bo odprta ta velika razstava posvečena Leonu Štuklju, ki bo potem na voljo, mislim, da kakšno leto, ampak nameravamo pa potem to razstavo tudi skrčiti in bo v skrčeni obliki pravzaprav kot nekakšna stalna razstava tudi v našem Dolenjskem muzeju. Hvala lepa za pogovor, vaše cenjeno ime in funkcija. Matjaž Pavlin, vodja TIC Novo mesto.